Lep dober večer voščim, Jerneja Krapše sem v vaši družbi, strokovnjakinja za ustvarjanje novih idealnih partnerstev. Tudi to je idealno, ne? Danes je pust, masten okrog ust, ne bomo ga še pokopali majčkeno, bomo še počakali, ampak ko bo čas za to, bomo tudi to naredili. Treba se je malo našemiti, treba je malo norčavosti, definitivno vse tisto, kar čutite, da je treba narediti, naredite. Tisto, kar v vas zbuja pozitivne, dobre, lepe občutke, to je tisto, kar morate negovati. Se še točno spomnim, nekakih 10-15 let nazaj mora zdaj biti, ko sem delala še na Radio City. Zjutraj pridem na pusta, seveda edina od vseh, 20 kolektivov, našemljena. In prvo, kar mi reče Rado, sodelavec, prvi, ki pač stopiš in ga vidiš, pravi: vedel sem, da boš ti, vedel sem, da boš ti. In danes, ne vem, zakaj sem se to spomnila, pač enostavno, mogoče ljudje so imeli občutek o meni, da sem malo drugačna, prizadeta, ne, kakorkoli že. Jaz sem vedno naredila tisto, kar sem sama zase čutila, da si želim, kar bo v meni zbudilo dobre občutke, in to je tisto, kar je pravzaprav vodilo tudi pri spoznavanju partnerjev, še posebej pa, če želite v kratkem spoznati zase idealnega partnerja. Nikoli se ne začne pri tem, da ga začnete iskati, jo začnete iskati, ampak se začne pri tem, da začnete uživati. In šele, ko ste resnično to spravili pod kap, šele takrat se vam bo začelo dogajati. Evo, danes imam za vas kar nekaj vprašanj. Pišete mi na jerneja@idealni365.si. Seveda mi lahko pišete na ta naslov kadarkoli želite. Ampak, kot sem rekla, zdaj gledam malo sem, da vidim, če ste mi kaj pisali še zraven. Da vidim. Ne odgovarjam pa na maile nazaj, mogoče samo kdaj bo vaš odgovor na vrsti, nikoli pa ne odgovarjam po mailu nazaj. Prvič zato, ker nimam časa, drugič zaradi tega, ker vem, da je toliko vprašanj takih, na katera bi lahko tudi drugi imeli veliko od tega, če slišijo odgovore. Hvala za lajke. In tretjič zaradi tega, ker je to vse skupaj brezplačno in ker želim, da imate čim več od tega, čim več ljudi hkrati. In sicer danes odgovarjam na dvoje vprašanj. Eno sem zapisala zgoraj v postu, enega pa niti ne. In bom začela kar s tistim, ki sem ga zapisala. In sicer ali, seveda mi piše Maša, logično, da je Maša, anonimno je vse skupaj, ne? Tako da vse tiste, ki ste ženske in mi pišete, ste Maše, vsi tisti, ki ste moški in mi pišete, ste Andreji, potem se pač najdite. Ja? In sicer piše Maša: ali moram spoznavati ljudi online, če želim spoznati idealnega zase? Odlično vprašanje. Jaz vedno znova poudarjam in vas spodbujam, da to naredite online, iz predvsem enega razloga, in ta razlog je, da lahko človeka, preden sploh vložite preveč svoje energije, svojega časa in tudi denarja, konkretno spoznate in že začutite, ali je ta oseba zares oseba, ki bi lahko postala vaš potencialni idealni partner. Hvala, Tinca. Jerneja, super, si ful te rada poslušam. Hvala, Tinca, jaz pa uživam v vaši družbi, drugače tega ne bi počela, tako da super. Torej, da se vrnem k Maši, sem malo tukaj dala stran te vaše komentarje, zaradi tega, da ostanem v flowu, pa bom potem pogledala, kaj mi pišete. Seveda tudi komentarji so zaželjeni, ali komentarji na to, kar jaz govorim, ali pa v komentarjih napišite svoje vprašanje in na tista bom definitivno danes odgovorila. Vojko, pozdravljen. In sicer Maša torej sprašuje, ali moram spoznati ljudi online, če želim spoznati idealnega zase. Moje vprašanje, ki sem ga tudi zapisala na blogu mojem, na idealni365.si, pa tudi v magazinu, ker za tja pišem članke, je, oziroma odgovor na to je vprašanje, ali morate danes imeti mobilni telefon, če hočete biti dosegljivi. Seveda ne. Ampak brez njega ne bomo, ne? Večina ljudi ne bo brez njega, pika, to pač tako je. Zato bi jaz rekla, zakaj? Zato, ker je toliko lažje, toliko bolj enostavno. In en razlog sem zdaj že povedala, zakaj online ja.
Druga stvar pa je, če mislite, da ne želite in imate resničen odpor do tega, se vprašate, ali je to res odpor ali pa je to samo strah pred neznanim in se želite skrivati in vam je nerodno. To je druga stvar. Zelo pomembno, da si na to odgovorite, ker celo življenje je čisto vse ljudi, to je bila neka raziskava narejena, dejansko strah, ne glede na to, kako uspešni ali neuspešni so ali pa smo v življenju. Jaz sem ena izmed tistih, ki me je nenehno strah, predvsem nekih določenih stvari. So stvari, ki me jih sploh ni strah, kot recimo, ko sem se odločila, da bom šla sprobat, če je moj bivši zdaj Janis Grk, s katerim sem se spoznala, resnično the one zame, mi je bilo to čisto normalno. Sem kupila enosmerno vozovnico in valjda, sem šla 1500 km stran v popolnoma neznano, ampak hej, I need to try, to je ljubezen, halo, jaz moram videti, če je to. Pravi je pravi, ne? Vseeno, odkot je. Zadnjič me je en izmed Andreja spraševal, zakaj si morala iti v Grčijo, zakaj v Sloveniji ni dovolj moških. Pustimo to. Nima veze, kje je, kdo je. Vezo ima, kako vi čutite, ko to osebo spoznate. Ampak da se vrnem nazaj k Maši, ker če ste gledali kaj ali pa scrollali kaj po mojem Facebook profilu, potem ste videli, da sem tudi to vprašanje naslovila, tako da pojdite tja. Mogoče nisem bila ravno najbolj zbrana, ampak ja, ajde, to je bilo to. To je torej to. In še tretji odgovor na to tvoje vprašanje, Maša, ali morate spoznavati ljudi online. Jaz pri tebi, kot pri večini ljudi, ki me to vprašajo ali pa vprašate, zaznam, da dejansko to ni vprašanje. To je samo vprašanje, ki si ga zastavljaš zato, da dobiš drugačen odgovor oziroma odgovor na tisto, kar te pa dejansko zanima. In sicer mislim, da je tvoje pravo vprašanje, kako se lotiti spoznavanja, da ne bi bila ponovno ali izkoriščena, ali razočarana, da te ne bi spet bolelo, da ne bi spet, ne vem, se zgodilo nekaj, česar si ne želiš. Mislim, da je to tvoje vprašanje, Maša. In prosim, popravi me, če se motim, mislim pa, da bo kar držalo. Ne? Ker je to tisto vprašanje, ki se mi zdi, da ga ima vsak v sebi. In če imaš to vprašanje, Maša, in vsi ostali, ki ga imate, če je to tisto pravo vprašanje, se pravi, kako se lotiti spoznavanja, da ne bi bila ponovno prizadeta, mogoče izkoriščena, da ti ne bi bilo težko, da ne bi bilo treba iti še na 5, 6, 17, 29 zmenkov ali kaj zvem koliko, preden bi spoznala pravega, če sploh. Mihajl, ti bom odgovorila, ker sprašuješ nekaj ravno kar v komentarju. Tako da, na to vprašanje, ki sem ga jaz zastavila in sem jaz zaslutila, da je tu zadaj, je odgovor samo en, in sicer skoraj da ni variante, da bi kar takoj, če se vam je do zdaj dogajala, so se vam neka razočaranja, neke stvari, ki so vas razočarali, ki so vas, ne vem, ki vas puščajo nezadovoljna, da se vam bi kar naenkrat vse spremenilo. Skoraj da ni možnosti. Zato je moj program, tisti, ki ga najbolj spoštujem mojega, ki najbolj verjamem van, 90-dnevni. Poglejte na mojo spletno stran idealni365.js, samo en od programov je 3-dnevni retreat. In še ta je samo globoka operacija in je zato 3-dnevni, zato ker je individualni in zato ker obstaja možnost, da se v tem VIP retreatu, vikend retreatu lahko marsikaj spremeni, ker je tako zelo globoko, ker je tako zelo individualno, ker si 3 dni vzamemo za to, da naredimo operacijo in še zelo, zelo konkretno in resno nakažemo rehabilitacijo oziroma jo razložimo. Vse ostalo pa traja 90 dni, čisto vsi ostali programi in self-study in skupinsko individualni in še potem VIP deluxe. Vse, pač vsak je drugače zastavljen. Zakaj? Zaradi tega, ker če do zdaj niste uspeli spoznati zase idealnega partnerja, če ste bili kar naprej razočarani, če ste, ne vem, se vam je kar naprej dogajalo to, da ste se spoznali preko spleta, na Facebooku, na Baduju, kaj zvem kjerkoli pa že, s takimi ljudmi, ki so se vam zdeli še kar okej,
in ste se zmenili za zmenek, potem pa niso prišli, ali so bili čisto drugačni, ne vem, moški so največkrat manjši, kot pravijo, da so, ženske so največkrat malo bolj debele, kakorkoli se za to sliši, pač imajo več kilogramov, kot pravijo, da so. To sta dve laži, beli laži, ki jih moški največkrat in ženske največkrat zapišejo, uporabijo v svojih profilih. Ali je bil starejši, ali je izgledal čisto drugače, ali ne vem, nekaj, ali pa se ni pojavil ali pojavila. In to so boleče stvari, ker nihče, pa naj si bo to Oprah, Jerneja, Mihael, Franci ali kaj jaz vem, kdorkoli pač že, da nihče si ne želi biti zavrnjen. In vsaka zavrnitev je nož v srce in vsaka naslednja je bolj grozna in bolj grozna in bolj grozna in z vsako naslednjo se počutimo manj cenjeni, manj vredni. To je spet, to ni stvar, ki eni jo imajo in se znajo z njo se znajo z njo soočiti, drugi pa težje. To je stvar, ki se jo nauči. To je veščina. Rooseveltova gospa je enkrat rekla, če hočete biti res pravi človek, potem naredite vsak dan eno stvar, ki vas straši, če hočete rasti. In jaz se s tem še kako strinjam. Ni treba, da je to grozno velika stvar, ni treba, da je zdaj to, ne vem, kaj jaz vem, ne? Lahko je to enostavno to, da pozdravite sosedo, ki vam zgleda malo čudna ali pa vas malo straši. Lahko je to samo to in s tem začnete, ampak s tem vežbate, s tem urite. To je zelo, zelo pomembno. Ne glede na katerem življenjskem področju, vam bo to pomagalo pri spoznavanju. Zato skoraj da ni možnosti, da bi kar takoj spoznali tistega pravega. Ampak to sploh ni slaba informacija. Ker namreč fino je, da vi spoznate prej kakega, enega, dva ali pa tri, ali pa kakšno, eno, dve ali pa tri, takšno, ki vam pa ne pašejo dovolj, ker potem boste videli, kaj pa vi pravzaprav zares želite. Vendar, da do tega pridete, morate imeti kar konkretno ozadje. In vidite, zato moji programi trajajo 90 dni in zato ta skupinsko-individualni program pri meni vedno deluje tako, da se začne prvih 60 dni delo samo na moi. Pri meni prvih 60 dni tudi v tem skupinsko-individualnem ekskluzivnem, unikatnem, fenomenalnem programu, ki se začne naslednji 26. marca in samo 3-krat ga začnem v tem letu. Enkrat je že bilo, januarja, s tem zdaj dokončujemo, potem 26. marca drugič in naslednjič spet še, mislim, da je 23. september, glavnem konec septembra in nič več. In največ 15 ljudi bo, čeprav jaz mislim, da jih bo kar manj, pa ne zato, ker bi se vas manj upisovalo, ampak zato, ker nočem delati prevelike skupine. O, super, imam še tukaj malo marmelade. Le zakaj? Skratka, to je tisto. Ni kar tako iz trte izvito ali pa se zgodilo slučajno, da sem jaz rekla, ne, prvih 60 dni ni zmenkov. Zakaj? Zato, ker vas hočem vreči v to, da zadihate, v to, da se spoprijateljite z življenjem, v to, da postanete zadovoljni na čisto nov način, ki pa je hkrati najbolj normalen, najbolj naraven in zelo, zelo vesela sem, ker včeraj, ko smo pri 90-dnevnem skupinsko-individualnem programu, šele včeraj začeli prvi pristop do tega, kako bomo pa zdaj začeli spoznavati, so ljudje šele dobili, oziroma ti pač, ki so v tem programu, dobili neko idejo, kako pa bodo odslej pristopali, ker do zdaj smo samo govorili, pa niti ne toliko o preteklosti, mogoče o preteklosti samo enkrat, večina o prihodnosti, ker to je vse, kar je pomembno. Preteklost super, je super, da jo poznam in da vem za vsakega zelo natančno, kakšna je bila njegova in to izvem, zato ker dobite konkreten vprašalnik s 40 vprašanji, ki so zelo, zelo pomembna, zato da vas jaz poznam. Zakaj? Ker ko vas poznam, tudi če je skupinski program, točno vem, pri katerem deluje katera blokada in vem, s katerim se moram pogovarjati, kako, da se bo to spremenilo. In največkrat so blokade tako ali tako tiste, ki jih predelamo v prvem in v drugem delu predavanja.
zato da se usedejo. To je tista blokada, ki ima največ žensk in zaradi katerih se pritožuje največ moških. In ko jo osvojite in lahko jo osvojite, in za vsakega je drugačna, se bo življenje popolnoma spremenilo. Tako da jaz upam, Maša, da sem ti odgovorila. Prosim, ne bojte se tega, če boste še kdaj zavrnjeni. Če vi veste, kaj hočete od življenja, potem boste zavrnitev pravzaprav vzeli kot nekaj absolutno fenomenalnega. Sicer pa, če želite zares izvedeti, kako se izogniti nadaleč že takšnim moškim ali ženskam, ki vas bodo samo izkoriščali, ki se ne bodo pojavili, ki bodo lagali, ki bodo, ne vem, seksmanjaki, ki bodo v resnici poročeni, pa se bodo z vami pogovarjali, pa vas bodo samo hoteli izvleči na nek zmenek in z vami manipulirati, potem vas vabim, da pridete to soboto v Celje. Še je nekaj prostih mest, vedno se me kličete v petek, potem ob 3 popoldne, če lahko še pridete. Ja, še vedno je nekaj prostih mest, lahko izprostimo še kaj več, ker bo velika dvorana drugače, oziroma večja, malo večja, kot sem predvidevala. 29,99 € je še vedno cena. Danes, če še nakupite, pravzaprav dobite 23% popust, oziroma povišico, da tako rečem, zato ker je danes shopping time. To vam povem, mimogrede, kaj to je, če ne veste. Poglejte na mojo spletno stran, idealni365.si, pošiljnica popusti. Tam vam je vse razloženo, 3-krat na mesec dajem popuste od 35 do 100% za določene programe. In nikoli se ne ve, kateri datum to je, traja pa samo 24 ur. In danes je slučajno tak datum, traja še do jutri zjutraj do 7. Zato, evo, če želite to vam bom povedala v Celju. Upam, da boste prišli tja. Nazadnje je R iz Maribora povedal, R se je podpisal, je povedal, da se je odločil priti na moje predavanje zaradi tega, ker me je poznal in je vedel, da sem profesionalna, ampak niti slučajno se mu ni sanjalo, da bo predavanje tako dobro. Tako da sem bila še toliko bolj vesela, ker ga poznam odprej, ker je zelo vešč govorjenja in tako naprej, ampak je odnesel ogromno. Pri meni absolutno predavanja nikoli niso samo predavanja, ampak definitivno delavnice. Ok, grem zdaj na vaše komentarje. Tinca, hvala. Mihael Gumilar, je res tako težko zaupati nam moškim? Mihael, to je super vprašanje, prvo kot prvo. Jaz osebno s tem nimam težav. To je zdaj zopet kompleksno vprašanje. Jaz osebno sem vedno 100% zaupala, zato ker izhajam iz tega, da nikoli ne razmišljam, da bi kogarkoli prizadela na kakršenkoli način. Sem golo iskrena, zato tudi vsi moji moški, ki so kadarkoli blizu mano, še posebej ta zadnji zdaj, morajo biti zelo trdni, zato ker jaz povem tisto, kar mislim. Vem, da včasih zna boleti, ampak povem tisto, kar mislim, iskreno zdaj tukaj. Nikoli v življenju nisem imela kakršnihkoli misli, da bi me kdorkoli prevaral. Mogoče me kdo je, ampak nisem imela nikoli takih misli. Vedno sem verjela, da me vsak spoštuje. In zakaj? Zato, ker sem jaz človek, ki ne bi nikoli prevarala, čeprav enkrat v življenju sem, priznam, in zdaj tudi vem, zakaj nikoli več v življenju ne bom. Druga stvar je, da nikoli v življenju ne bi komu storila žalega, da vedno razmislim o tem, kakšna je posledica. Skratka, jaz nisem s človekom zato, da bi razmišljala o njem, da zdaj pa, zdaj ko sva pa v zvezi, zdaj pa ne moram več zaupati, zdaj pa moram malo pogledati, kaj ima pa kaj na SMS-u, s kom si dopisuje, kdo so njegovi prijatelji, kak ima mail, dobro, zdaj pa vpisal na mojem računalniku, bom jaz šla včasih malo pogledati gor, da vidim, kaj se kaj dogaja, ne? S kom se pa največ druži v službi in tako naprej. To ni bilo nikoli v moji domeni in tudi nikoli nisem recimo na telefonu zaklepala, jaz ga imam zdaj zaklenjenega na prstni odtis, ampak je finta v tem, da mi je to pač finta, zato ker sva se z mojo vedi taščo o tem enkrat pogovarjali in je rekla, gledaj, kako je to cool, daš prstni odtis in vse s prstnim odtisom delaš, sem rekla, super, ampak pri nas ni v tem nikoli finta, ni heca. In tudi, ko sem se spoznala z mojim dragim današnjim ali katerimkoli drugim, so mi vsi rekli, da je to fenomenalno, zaradi tega, ker jaz resnično ne dajem tega nezaupanja in tako naprej. Tako da, Mihael, jaz mislim, da to ni težko,
če izhajaš iz tega, da si tudi sam takšen, zdaj ali se tega naučiš, ali pa imaš to že v sebi, tako kot jaz. Tako da to je ena stvar, druga stvar pa je, težko je ponovno zaupati, to pa moraš razumeti, in tukaj je zdaj beseda ponovno, če je bila ženska ali moški kadarkoli že opeharjen na kakršenkoli način, ali pa mogoče prevaran in tako naprej. To so boleče stvari, ki jih je zelo težko preboleti. Ampak tudi jaz sem bila že opeharjena, več let nisem dobivala plače, ko sem pač delala, ampak to je bila zopet moja odločitev, ki je prav prišla v tisti zvezi očitno. Moj eden izmed bivših mi je popolnoma razbil avto, totalko, to je bilo pred 15 leti, takrat je bilo za škode za 1800 evrov, toliko verjetno avto ni bil vreden, ampak jaz niti takrat nisem zamela niti nič, ampak spet, jaz sem pač tak človek, jaz verjamem, da smo vsi različni. Težko je zaupati, odvisno tudi od tega, koga imaš na drugi strani. Predvsem pa ne, niti ne bi to rekla, ker ne spoznamo drugih ljudi, ne vemo toliko o drugih ljudeh, kot vemo sami o sebi. In vedno pri zaupanju predvidevam, da izhajamo iz sebe. Torej, kakšen je moj pogled na zvezo, moj pogled na življenje, kako jaz naj predelujem, ker mi vedno delujemo glede na sebe, glede na to, kaj je nam znano in poznamo svoje reakcije, svoj način življenja in tako naprej. In vse to je povezano. In potem vse to prenesemo na to drugo osebo, s katero pač se bi zapletli, se bomo zapletli, kakorkoli že. Jaz upam, Mihael, da sem ti odgovorila, če ne pa še zapiši v komentarju spodaj. Franci, kolikokrat si bila? Ne vem, kaj s tem misliš, Franci. Mihael, zapeljiva embalaža ni zagotovilo za okusno jed, tako je tudi pri ljudeh. Absolutno se strinjam. Absolutno se strinjam in super komentar, Mihael. Jaz sem ravno zdaj nazadnje govorila o našem 90-dnevnem skupinsko individualnem programu, da kaj najbolj deluje. Ne? Eno vprašanje je, ki mi ga dostikrat postavljate, in to je, kaj najbolj deluje na profilu on za ženske, ali pa kaj najbolj deluje za moške. Se pravi, kaj naj dam gor, kako naj se predstavim, ne? Kaj bo najbolj pritegnilo pozornost. Prvo pravilo je, nikoli se ne vprašajte tega vprašanja. Zato, ker ste individuum. Ampak tega vprašanja se vam ni treba vprašati, če ste naredili vse ostalo zadaj. Ja? Zaradi tega, ker takrat, ko veste, kaj si od svojega življenja od zdaj naprej želite, kakšna oseba morate vi postati, če želite takšno življenje živeti, kaj morate spremeniti, navade, to, ono, drugo. Se pravi, ne spreminjati na način, da vam ne bo fajn. Mogoče vam bo malo težje začeti neko novo navado, to je tisto, kar vam mogoče ne bo fajn, ampak na dolgi rok vam pa boste oboževali tako življenje, to je tisto, kar morate narediti. Potem pa je tukaj še tretje vprašanje, kakšna oseba, se pravi druga oseba, ki jo pa jaz želim v svojem življenju, pa je tista, ki bi jo jaz povabil v svoje življenje, v katero se želim zaljubiti, s katero želim dolgotrajno in ljubeče partnerstvo. To so 3 stvari, ki pa imajo eno kompleksnost v zadaj. Ne? Če si želite, si odgovorite na te 3 vprašanja konkretno, globoko, široko, dolgo, kakorkoli pač hočete, ampak mi v programih, oziroma jaz v programih z mojimi klienti to delam tako, da gremo res v globino. Obrnjeni naprej. S ciljem naprej, ne zadaj. Tisto, kar je zadaj, je samo nauk za naprej. In to, kako človek izgleda na zunaj, je pomembno in ni pomembno. Povedala vam bom samo eno stvar, ki sem se naučila od ene modne svetovalke. Rekla je tako, ljudje smo vizualna bitja in jaz se s tem popolnoma strinjam, in sicer, ko stopim v katerikoli prostor in si izberemo nekega človeka, da ga bomo, ne vem, pač nam pade v oči recimo,
ga v 3 sekundah, si ustvarimo mnenje o njem, glede na to, kako izgleda. Ampak ne samo glede na to, kako izgleda. Ker spomnite se, lahko ženska gleda fenomenalno, manekenska postava in vse, ampak ko jo pogledaš, imaš odpor do nje. Lahko pa moški izgleda Armani, obleka, Beckham, ne? Postava, obraz, wow, vse, ampak niti slučajno z pincetko se ga ne bi dotaknila, recimo, ne? To je recimo tisto, kar vam lahko pove, da ni vse odvisno od obleke in od tega, kako ste urejeni. Je pa marsikaj, ne pa vse. Ker je lahko še nekdo, ki je enako oblečen, ampak ima čisto drugačno energijo, te bo čisto drugače pritegnil. Lahko je nekdo, ki je enako oblečen, pa ti je pač čisto vseeno, če je ali pa če ni. In tu zadaj, vidite, tukaj je tisto, kar je najpomembnejše, kar je magnetno privlačno. Energija. In to je tisto, česar se učimo v prvih 60 dnevih. Resnično vam priporočam, da razmislite, če ste resni pri tem, da si želite v naslednjih 3, 4, 5 mesecih spoznati ne samo partnerja, ampak res konec, tokrat želite spoznati zase idealnega partnerja, razmislite o tem programu, ker je zlata vreden. In če boste vsaj malo gamblali, ga boste lahko dobili za zelo, zelo znižano ceno. In sicer danes, recimo, če si ga naročite še do jutri zjutraj do 7, če vplačate, ne, ga dobite za 300 evrov manj, se pravi 300 evrov prihranka imate in ga dobite za 399 evrov. Nasprotju s tem, oziroma prava cena je 699 evrov za 3 mesece. Ja? Poleg tega pa lahko dobite še, če ste pridni potem, še 1 mesec več podpore. To je pa od vas odvisno. Ja? Lahko plačate seveda tudi v delih in če ste pravočasni, potem 2x233, drugače pa je 3x233. Ja? Definitivno stvar, ki vam jo zelo, zelo priporočam. Boris, upam, da sem zdaj povedala prav ceno, to je cena je za ta program 3-mesečni, drugače pa je Boris, če te je zanimala cena za predavanje, tista pa je 29,99 €, če plačaš do jutri zjutraj do 7, oziroma mi pošleš pač sporočilo, da če si to danes večer naredil recimo preko bankarnice ali karkoli takega, klika, potem seveda se ti ugodi, da dobiš upgrade vstopnice iz osnovne v VIP vstopnico. Kaj to pomeni? Osnovna vstopnica je samo vstopnica, prideš tja na predavanje in dobiš, ne vem, pač predavanje in to je to. VIP vstopnica pa pomeni, da dobiš vse to, plus še posnetek, audio posnetek celega predavanja in pa moje zapiske. Ja? Tako da to je pa pač stane nekaj več, oziroma 10 evrov več, ampak če si pravočasen, danes recimo, potem je pač taka cena. Ok, še eno vprašanje sem imela in sem rekla, čeprav zdaj vidim, da je že zelo, zelo pozno, ampak bom poskušala biti čim bolj jasna. Vsi tisti, ki mi pišite mi na jerneja@idealni365.si, lahko greste tudi na mojo spletno stran idealni365.si, kontakti, tam je kontaktni obrazec, pa lahko tudi tam preko pišete. Piše mi še ena Maša in sicer pravi, se ne bi strinjala, če privlačim neresne moške, da sem jaz neresna. Poznam podobne ženske, ki so za moje pojme še bolj neresne in v resni zvezi. Meni je pomembno, da se v svoji koži počutim kar se da lepo, če mi nekaj ni všeč, to povem brez zadržkov. Navadno ne skrivam svojih čustev, če me nekdo prizadene, rabim čas, da pozabim. Zanima me, ali se strinjate z napisanim. Maša, odlično zapisano. Ne vem, če sem mogoče jaz kdaj rekla, da če ste neresni, privlačite neresne moške. Niti slučajno. Jaz bi rekla, da odvisno, kaj vi pojmujete kot neresno. To je prva stvar. To je zdaj stvar komunikacije, se mi zdi. Je pa res, da vse to, kar ste zapisali, Maša, vse to, kar si zapisala, se mi zdi zelo pomembno. Pomembno v prvi vrsti je, da se ti počutiš lepo. To je absolutno prva stvar in počutiti se lepo je zelo enostavno reči.
malo manj enostavno pa je to doseči. Čeprav obstaja fenomenalna tehnika, ki se učimo v prvem in drugem predavanju, predvsem, ki je, če se samo to naučite v tem 90-dnevnem skupinsko individualnem programu, boste celo življenje začeli živeti čisto drugače. Zato, ker si boste uredili življenje na drugačen način, zato, ker boste videli, da vas bodo naenkrat začeli ljudje čisto drugače ceniti, se z vami drugače pogovarjati, vas spoštovati. Mogoče bo najprej bomba, logično, ampak potem pa čisto drugačno življenje. In tudi s tem v povezavi bodo čisto drugačni ljudje pristopali k vam oziroma nadaljevali vezi z vami. Kar je izjemno pomembno, če nočete zapravljati časa, če hočete, da se vam ljubezen vašega življenja, ki ne rabi biti na vednicah, zgodi zdaj. Ni je treba čakati 365 dni. Čeprav nekateri boste potrebovali tudi toliko, ampak mislim, da večina ne. Ja? To je to, tako da jaz upam, da sem vam odgovorila na vaše vprašanje. Mimogrede naj vam samo še omenim, da ta skupinsko individualni program lahko preizkusite tudi čisto zastonj. In sicer, če v povezavi s Štajerskim valom, radijem Štajerski val, to je tukaj pri nas na severovzhodu Slovenije, smo dali izziv poslušalcem, ki pa v bistvu je pravzaprav tudi za vas, za čisto vse. Če greste na mojo spletno stran idealni365.si, če boste malo scrollali dol, boste videli Štajerski val, misija ljubezen. In sicer 12. marca na Gregorjevo bomo izbrali enega izmed vseh samskih ali kakršnihkoli pač že, zdaj če upam, da ste samski, ki si želite spoznati ljubezen svojega življenja, in dali bomo na test ta moj 90-dnevni program, ki se mu reče 90 dni za dvig vibracije in manifestacijo vašega novega življenja v dvoje, ki se začne 26. marca. In na test ga bomo dali zato, ker bi vam rada dokazala, kakšne spremembe se zgodijo in da dejansko, če želite, lahko v 90 dnevih spoznate zase idealnega partnerja. Drugi tega, Davor in Katja recimo, tega nista verjela, zato sta me pa tudi izvala. In kaj je tukaj za vas? Če želite, se lahko prijavite na tej moji spletni strani, ki sem rekla, lahko greste tudi na štajerskival.si, pa boste tam našli, se pravi, mislim, da je spoznali ljubezen svojega življenja v 90 dneh. Prijavite se, 12. bomo potem enega izbrali. Čisto vsi, ki se prijavite, pa dobite nagrado, ki je tudi seveda pri meni vedno kak poglobljen tečaj ali kaj podobnega. Tokrat je. Poglejte na moji spletni strani, kateri. Vrednosti pa je 156 €. Za vse tiste, ki pa želite ta program preizkusiti, pa je to seveda vrednost 699 €. Samo en pa bo izbran. Splača se vam pa, zakaj pa ne? To je to. Jaz sem izredno vesela, da bomo potem to na Štajerskem valu tudi spremljali, tako da vsak teden se bo spremljalo, kaj se dogaja temu enemu izmed vas, kako se mu spreminja življenje, in jaz sem izjemno vesela, da bom priča takemu dogodku. To je to. Želim vam čudovit preostanek današnjega pusta. Mene že tu malo boli, ker to je pravzaprav za otroke mišljeno, pa sploh nisem vedela, ko sem kupila. Ampak tudi jaz sem mogla biti čebelica, poleg moje čebelice, 3-letne, ki je bil zdaj že verjetno 5 dni samo v čebelico oblečen. Upam, da bomo jutri lahko to zvozili, da več ne bo čebelica oblečen. Moramo si nekaj zmisliti. To je to. Imejte se lepo, zaupajte v ljubezen in ne pozabite, jaz verjamem, da je 2019 tisto leto, v katerem si lahko čisto vsak, sploh če živite v Sloveniji, varni, lepi deželi, svojo ljubezen, svojega idealnega partnerja najde veliko hitreje kot kadarkoli v zgodovini človeštva, če išče na pravi način. Naši standardi so visoki, imamo vse, zakaj ne bi imeli še srečnega, zadovoljnega življenja v dvoje. Sem Jerneja Krapše, strokovnjakinja za ustvarjanje novih idealnih partnerstev. Če imate kakršnokoli vprašanje, pošljite na jerneja@idealni365.si, če ne, pa se vidimo na tej strani ali pa vsaj vsak torek zvečer okoli 20:15. Čau!